Dober dan in dobrodošli na portalu Info 360, sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa podpredsednika Državnega zbora, gospa Meira Hot iz stranke SD in gospod Danijel Krivec iz največje opozicijske stranke SDS. Hvala, da ste se odzvala našemu vabilu. Hvala za vabilo. Hvala za povabilo, ja. Tik preden smo začeli snemati oddajo, je prišlo sporočilo protikorupcijske komisije, da je zaradi utemeljenega suma kršitve zakona o integriteti uvedla postopek zoper predsednika vlade zaradi njegovega večkratnega dopustovanja brezplačnega pri poslovnežu Tomažu Subotiću v Istri na Hrvaškem. Komentar, gospa Hot? Poglejte, osebno nisem nikoli in tudi sedaj ne bom komentirala odprtih postopkov, bodisi na KPK, bodisi na sodiščih. Zdi se mi, da se mora najprej celoten postopek izvesti. Če je utemeljen sum in začetek postopka, to pomeni, da mora najprej izvesti dokazni postopek. Ko bo odločitev KPK glede konkretnega primera znana, takrat mislim, da je primerno dejansko komentirati. No, če ne želite komentirati odprtih postopkov, vas bom poprašala nekoliko drugače, ali bi vi sprejeli takšno vabilo za brezplačno dopustovanje? Ne. Gospod Krivec? Ja, zanimiva informacija za današnji dan. V preteklosti so take informacije pomenile to, da je bil sprožen pritisk po odstopu dotične osebe. V tem primeru bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, glede na to, da je predsednik vlade že v začetku komentiral, da je KPK tako farsa in da je zelo vprašljivo, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo. No, bomo videli, sicer seveda ne moramo prejudicirati, kako se bo postopek končal, čeprav se zdi vendarle, da je šlo za kršitev integritete. Eno vprašanje je še, s katerim moramo začeti tale naš pogovor. Ali v studiu gostimo koalicijska partnerja? To vas sprašujem zato, ker na eni strani gospod predsednik vaše stranke, Matjaž Han, govori o tem, neprenehoma ponavlja, da je potrebno sodelovanje. Na drugi strani pa z vaše stranke prihajajo namigi, da bi utegnili po volitvah sklepati koalicijo z SD-jem. Poleg tega tudi gospod Han govori o spominju na leto 2006, ko je SD pristala na sodelovanje z SDS-om. Ne v koaliciji, seveda. Torej, absolutno ne. Koalicijska partnerja nikakor ne. Mislim, da gre v tem primeru predvsej za manipulacije do naših tudi članic in članov. Dejstvo je, da so obe stranki na diametralno nasprotnih poljih glede vrednot, ki jih zagovarjamo. Socialni demokrati zagovarjamo človekove pravice, mednarodno pravo. Videli ste tudi v zadnjih 2 letih prejšnjega mandata, kako zelo aktivni smo bili. In tako vodstvo kot članstvo te stranke nikakor ne vidi potencialne možnosti stopiti v vlado, v kateri bi sodelovala SDS. Kar kolega Han govori bolj v kontekstu vsebinskega sodelovanja. Ampak ne sodelovanja, govori v kontekstu nekega družbenega dogovora, ki pa ne gre samo za 2 stranke, gre za vse politične stranke. In če se vrnemo na začetek tega mandata, tudi predsednik Golob je glede ustavnih sprememb povabil prav vse parlamentarne stranke na pogovor, ker se mu je zdelo pomembno, da o določenih osnovah, ki so ključne za celotno državo, pa le dosežemo nek konsens. Pa tudi to ni bilo možno. Gospod Krivec? No, jaz se bom nasmehnil, pa bom rekel, zarečenega kruha se največ poje v tej državi, ampak dejstvo je, da mi praktično po vsakih volitvah povabimo vse partnerje v sodelovanje in na enak način komuniciramo tudi v tem trenutku. Res, da smo najavili koalicijo z volivci, kar je neka prva prioriteta, vendar počakajmo, da se volitve odvijajo in takrat bo ponujeno seveda sodelovanje vsem, jasno pa pod nekaterimi pogoji in verjetno ste na našem kongresu zasledili. Mi govorimo o tem spoštovanje naše ustave in to v vseh elementih in seveda spoštovanje tudi določenih dokumentov, ki so sprejeti na nivoju Evropske unije, kateri člani smo. Ravno zaradi tega pogoja je jasno, da v bistvu provocirate SD in njihovo bazo, pa morda tudi koalicijo, njihove koalicijske partnerje, ker eden od 2 glavnih pogojev je, da se spoštuje v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Ki smo jo večkrat zavrnili v parlamentu in ne bomo pričakovati potem, da boste sodelovali. Ampak dovolite, da jaz tudi komentiram. Ta resolucija je bila tudi strani poslancev, ki so v Evropskem parlamentu iz vseh barv slovenskih, govorimo, potrjena in je bilo
zanimivo, da je v našem parlamentu ne moremo sprejeti. Govori tudi seveda o človekovih pravicah, o tem, da je treba mrtve pokopati in podobne stvari. In če tu ne najdemo nekega konsenza, neke minimalne, bi rekel, možnosti, da to uskladimo, je res težko sodelovati. Ker to so pa človekove pravice na višjem nivoju. Ni možno, ker smo mi to resolucijo večkrat zavrnili, ker vi pač ne priznavate vrednot narodno-osvobodilnega boja, ki so temelj socialne demokracije v Sloveniji. In enostavno mi tukaj, glede osnov, kot je recimo, zdaj bo tudi zakon o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, prepričana sem, da boste proti. Včeraj smo imeli vprašanje prostovoljnega končanja življenja, zelo razgreta debata. Jaz mislim, da so tu res neki vrednosti sistemi, na katerih je naša stranka utemeljena in zaradi katerih ne članice, ne člani in še manj vodstvo enostavno ne bo šlo v koalicijo na ta način z stranko SDS. Ne gre za politiko izključevanja, gre za to, da enostavno sodelovanje ni možno. Jaz bo še enkrat rekel, zarčenega kruha se največ poje in to bomo videli. Ampak v 30 letih nismo nikoli pojedli. Po volitvah mislim, da je bilo v preteklosti veliko dobrega sodelovanja in tudi koristnih, bi rekel, ukrepov za našo državo, ravno zaradi tega sodelovanja in upam, da se bo to tudi v prihodnje dogodilo. Kar se pa tiče oploditve in tega zakona, ki je vložen, gre za zdravstveni problem, ne pa za človekove pravice in mi na tem pač vztrajamo. V resnici gre za človekove pravice, ker je Ustavno sodišče odločilo, da gre za diskriminacijo samskih žensk. Lejte, človekova pravica do otroka ni zapisana v nobeni deklaraciji, gre za zdravstveni problem, ne za človekove pravice in na tem bomo mi vztrajali. To je tudi stališče stroke. Ko vam odgovarja, govorite o svetosti družine, o svetosti življenja, smo včeraj poslušali, ko govorimo pa o pravicah, recimo tudi o implementaciji ustavne odločbe, ker tu gre zdaj za implementacijo ustavne odločbe, pa spet govorite o pravici otroka. Tako da že iz te kratke konverzacije mislim, da je zelo jasno, da mi sodelovati v koaliciji ne moremo. Pravica do otroka ni človekova pravica. Je to del, bi rekel, biološkega procesa, ne pa človekova pravica, ki bi bila zapisana v ustavi. Tega ne moramo mešati. Ustavna odločba je jasna. Gremo naprej. Oba sta podpredsednika Državnega zbora. Kot sem povedala na začetku, statistika sej kaže, da ste imeli v tem mandatu doslej, če se ne motim, 104 izredne seje in samo 31 rednih. Živimo v izrednih razmerah. Kaj počnete v koaliciji, gospod Hot? Tudi Socialni demokrati, rekla, smo bili nekoliko kritični do izjemnega števila izrednih sej. Zdi se nam, da bi se to moralo nekoliko bolje planirati, dogovoriti, terminski programi dela so na koncu koncev jasni. Pa vendarle se treba spomniti tudi na... V bistvu sodelujete... Absolutno, se pravim, da smo bili znotraj koalicije kritični, ampak želimo opozoriti tudi na začetek tega mandata, ko je bilo čez 40 zakonodajnih predlogov strani opozicije vloženih, ki so tudi rezultat števila izrednih sej na začetku. No, to je bilo na začetku. Ampak jih je bilo kar veliko in to je vse del 104. No, to je zdaj izgovor. Ne. Glede na število izrednih sej bi lahko rekli, da smo v izrednih razmerah, definitivno, kajti v prejšnjem mandatu v izrednih razmerah smo imeli okrog 30 izrednih sej, pa so bile razmere res kritične. Kar se tiče pa tega stalnega ponavljanja o tem omnibus zakonu na začetku mandata, lejte, 9 zakonov ste potrdili od teh, ki so bili z naše strani vloženi, ker so bili koristni. Pa verjetno ugotavljate, da ste razveljavili tudi nekatere zakone, ki bi vam zdaj zelo koristili. Ne? Tako da, tle bodimo pošteni, ampak to je bila ena seja. Tako da ne govorite o tem, da vas je ta zakon ustavil. Imate tako večino v parlamentu, da lahko izglasujete, kar hočete. Glasujete tudi dejansko proti poslovniškim določilom, ki so veljala 30 let in tle škarje in platno so v vaših rokah. O tem, zakaj je toliko izrednih sej, je treba se resno vprašati. No, ampak zakaj imamo po vašem mnenju? Po mojih informacijah, ki so pač, ki pridejo do mene kot podpredsednika, pride vlada z zahtevo zvečer ne vem, recimo v ponedeljek zvečer ob 10. v torek je že sklicana izredna seja. To je ta način, to je način delovanja, ki ga v preteklosti nismo poznali in ki povzroča tudi to, da imamo slabe zakone, ki jih kasneje koalicija ali umika ali spreminja, delamo novelacije in tako naprej. Predvsem je pa to težava za naše službe v Državnem zboru, ki zadeve ne morejo na, bi rekel, korekten način sprocesirati, ne spoštuje se mnenj
zakonodajno-pravne službe, razen v primeru, ko nekomu to koristi, tako da smo v nekem izrednih razmerah, kjer nekdo z, bi rekel, absolutno večino posiljuje neke rešitve, ki niso dobre. Smem komentirati, torej absolutno nismo v izrednih razmerah, je pa veliko stvari bilo nedorečenih kar vrsto let, pa lahko rečemo, da smo seveda Socialni demokrati bili del tudi tega, verjamem, da ste to želeli zdaj takoj povedati. Seveda. Definitivno je veliko odprtih vprašanj, veste, da smo se zavezali več reformam, veste, da je bilo tudi veliko zgrešenih potez prejšnje vlade narejenih. Sprašujem se, zakaj 40 zakonov niste mogli v prejšnjem mandatu, ampak ste jih takoj na začetku tega mandata, ni šlo za en omnibus, šlo je kar za več zakonodajnih predlogov. Dejstvo pa je, da si aktualna vlada res želi čim bolj učinkovito rešiti čim več odprtih družbenih vprašanj in morda tudi zato preveč delamo in je zato preveč sej. Niso pa to nikakršne izredne razmere. Glede zakonodajno-pravne službe bi pa kot pravnica povedala, da seveda jo spoštujemo in da se mi zdi nekoliko nekorektno, da se strani prejšnje vladajoče stranke, ki je velikokrat povozila zelo akutno mnenje zakonodajnega pravne službe, definitivno, to se na koncu koncev lahko pogledate na zapisnike prejšnjih sej, da vi sedaj govorite tako. To je malo absurdno. Lejte, tudi vi v nekem delu mešate. Jaz sem govoril o zakonodajni pravni službi takrat, ko opozarja na poslovniške kršitve. Ne govorim o tem, da daje mnenja k zakonu, ker vemo, da je to mnenje, ki se ga lahko upošteva ali ne. Zato smo poslanci tudi samostojni in odgovarjamo na nek način svojim volivcem, kako odločamo. Vendar v primerih, ko pa službe in zakonodajno-pravna služba opozarja na kršitve poslovnika, ki so nek garant za to, da demokracija sploh obstaja, pa je treba to jasno spoštovati. V nasprotnem primeru pridemo do absolutizma in kasneje do anarhije. Jaz bi samo še nekaj tukaj dodala, kar se zdi meni in tudi mojim sogovornikom iz parlamenta, pa ne z desne strani, je, da so začeli predsedujoči, to velja zlasti morda za predsednico Državnega zbora, komentirati izza pulta predsedujočega razprave poslancev. To mislim, da se ni prej dogajalo. Pa tudi nekateri menijo, da v bistvu ne spoštujejo poslovnika, kar se tiče recimo desne strani. No, jaz mislim, da meni tega ne more nihče očitati. Ne, vam nihče tega očita. Da se res trudim osebno voditi čim bolj nepristransko, da posežem v posamično razpravo zgolj takrat, ko gre za razžalitev bodisi desne, bodisi leve strani. Ne želim se vsebinsko nikakor umešavati v razprave in kvečemo opozorim, če gre res za kršitev dnevnega reda, rečemo, če se razpravlja zunaj točke. Tako da jaz lahko govorim samo v lastnem imenu, ne želim pa soditi ali pa komentirati o drugih. Mislim, da ni korektno z moje strani. No, tu moram se strinjati s kolegico Hot, ona korektno vodi, je pa to opažanje, ki ga imajo predvsem tisti, ki dlje časa spremljajo Državni zbor, dejansko dejstvo, ne? Predvsem predsedujoči strani Svobode, tudi na delovnih odborih, ne? Ker je pač predsednik tisti, ki koordinira delo, ni pa zadolžen, da komentira vsako razpravo. Se tega dejansko veliko dogaja. Zdaj v predsednici ste že sami ugotovili, da krši, ne? Tudi včeraj si je privoščila kar veliko razpravo na koncu, čeprav to po poslovniku ni dovoljeno oziroma ni predpisano. Tako da to povzroča neko težavo, tudi to odzemanje glasu poslancem v razpravi in na odborih in na plenarki strani nekaterih je na nek način protidemokratično, da ne rečemo kaj hujšega. Vse nekateri vaši člani so si zaželeli gospe Hot na mestu predsednice Državnega zbora, ki bi sicer moralo po običaju, nepisanem običaju pripadati. To seveda, ampak tudi pripadati drugi največji koalicijski stranki. Ja, ampak mi pač tega takrat seveda nismo sprejeli v okviru koalicije, osebno tudi ne bi sprejela tovrstne nominacije. To je tudi znano. Bi morda pa stopila vseeno v bran predsednici Državnega zbora. Dejstvo je, da je morda v vodenju nekoliko nekonvencionalna, ampak je pa tudi velikokrat res tarča napadov, ki si jih ne zasluži. Če začnemo na teh rdečih čevljih za začetka mandata, spomnim se, da sem sama pa več mojih kolegic v prejšnjem mandatu nosilo to barvo čevljev, ki je postala tako pomembna, pa se res nihče ni obregnil ob to. Ko je ona že ob inauguraciji nastopila, je to postala cela zgodba. In morda se ona sooča
kot ženska na tem položaju z veliko hujšimi napadi kot povprečen človek in v tem kontekstu je velja pohvaliti, da se res odlično drži. No, gospa Hot, ko stopi človek v politiko, postane javna oseba, tako kot smo recimo na nek način javne osebe, tudi novinarji in deležni kritik, vsaj zase lahko govorim z leve in desne. Prebrala vam bom zdaj del iz kodeksa poslanskega. Poslanec ravna tako, da varuje ugled Republike Slovenije, ugled Državnega zbora in ugled poslanske funkcije. Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Če tukaj zraven dodam recimo nedavni dvig krila gospe predsednice v dvorani, veliki dvorani Državnega zbora, bi pričakovala, da se bo začel proti njej postopek po kodeksu, ker se mi zdi pač to neprimerno. Pa vseeno niste problematizirali tega dogodka. Gospa predsednica se je tudi sama krila, ali pa rdeči čevlji so verjetno nekaj drugega. Ne? Je razlika, ampak ravno predsednica je tudi sama prepoznala, da je s to sarkastično potezo v bistvu izvedla na neprimernem času, nepravem mestu in je to takoj sama pripoznala, se je opravičila za to napako, ampak izhajala je iz nekih provokacij, ki jih je bila in napadov, ki jih je bila deležna. In morda smo včasih ljudje in je tu človeško nastopila, pa vendarle se mi zdi pomembno, da je sama prepoznala napako in se za njo opravičila. Zakaj niste sprožili vi, recimo, postopka po kodeksu? Predlagali? Ker tako nimamo večine, sej na to opozarjamo. Glede na to, da se poslovnika ne spoštuje, da se poslovnik v primerih, ko je kakšna stvar mejna, preglasuje z navadno večino, čeprav so poslovniške določila, pa kodeksi, pa podobne zadeve z dvotretjinsko večino sprejeti, je nesmiselno, da se s tem ukvarjamo, predvsem tudi zato, ker je v medijskem prostoru zadeva enostavno pokrita in bi si nakopali samo še dodatno neke negativne komentarje. Dejstvo pa je, da je gospa predsednica odreagirala na komentar gospoda Reberška, ker jo je na nek način pohvalil. On je rekel, da pompozno vstopa v Državni zbor in če to želi, to pa jaz res ne razumem več. Dejstvo pa je, da je gospa predsednica prišla na drugem vhodu in šla do gospoda Reberška in ga provocirala. Tako da malo se bo morala zamisliti, in dejstvo je, da tudi včasih izgubi kontrolo nad sabo, se sicer kasneje popravi, ampak če bi se to dogajalo našim podpredsednikom ali pa našemu predsedniku, ki bi vodil, jaz mislim, da bi že kar goreli vsi alarmi in bi kakšni protesti se dogajali, da je to nesprejemljivo. Če bi tudi moškega na njenem mestu enako komentirali, od oblačil do načina obnašanja in tako dalje. Kolega Reberšek rad napada, predvsem ženske v politiki, meni je tudi včeraj rekel, da imam pompozen govor. Mene osebno to ne razžali, ampak včasih bi bilo morda, zdaj pa govorim kot ženska v politiki, vseeno lepo, če bi imeli enake vatle za vse, pa da bi ženske obravnavali enako kot svoje moške kolege. V kontekstu, da se ne komentira, kaj oblačimo, kakšne frizure imamo, ampak kaj povemo in kaj argumentiramo. Ja, pol vas niti pohvaliti ne smemo, pa boste pa užaljene. Mislim, da to... Ne, pohvala pa res je dobrodošla, ampak je redka. Ampak ni takih napadov, kot se zdaj izpostavlja. Ti rdeči čevlčki na začetku so bili komentirani tudi strani vseh protokolašev v naši državi, ki so opozarjali, tudi prvič se je dogajalo na, bi rekel, teh častnih postrojih, da nekdo maha pa izkorišča neke priložnosti za neko samoreklamo. Tega v protokolih ni, in tega se mi ne izmišljujemo. Tako da ena dejstva pač obstajajo, se pa v primeru naše predsednice definitivno tolerirajo brez kakršnih koli sankcij, tudi brez nekega medijskega spraševanja. Ampak ko se je prvič to dogajalo, so vse službe, ki so do takrat skrbele za protokol, opozorile, da to ni ravno v skladu z... Morda tudi, ker je nekaj novega in drugačnega in niso vajeni. Ja, ampak glejte, parlament v vseh, verjetno kolegica hodi tudi po ostalih državah, se ve, da je to dejansko neko sidro, neke urejenosti in poslovniki v takih inštitucijah niso stvar presoje in komentiranja, tako kot je nek zakon, kjer se tri pravniki prepričujejo, ali je prav ali ne. Poslovnik je namenjen ravno temu, da se demokracija zaščiti, da tudi opozicija ima neke inštrumente. Če kodeks ali pa poslovnik preglasujemo z navadno večino, je konec demokracije. In to se nam zdaj vedno bolj dogaja. Zdaj ste mi dali še istočnico, kar ste omenili, da verjetno gospa hodi tudi po drugih parlamentih.
Vrnili ste se z Madžarske, kamor gospa Urška Klakočar Zupančič ni želela iti, ker so predtem gostili izraelskega predsednika Vlade Netanjahuja. Kako to, da ste odšli potem vi tja? Torej, ne delite istih vrednot? Ne, absolutno delim, tudi vabljenih razpravi včeraj, ker mislim, da sem zelo jasno povedala, že dlje več razprav je v preteklosti bilo glede vprašanja Palestine kot pravnica, predvsem z magisterijem z področja mednarodnega prava, imam tu zelo jasno in glasno izdelano stališče in podpiram njeno odločitev, da ni odšla zaradi tega, ampak jaz sem bila pa z strani njenih služb, torej njenega kabineta zaprošena, da jo nadomestim v Budimpešti, ker gre pa vseeno za srečanje predsednikov evropskih parlamentov in je bilo pomembno, da je naš parlament v tem kontekstu zastopan, bila je poleg mene tudi generalna sekretarka državnega zbora, protokol, tako da razumem, zakaj ni odšla, pa vendarle sem v okviru svojih delovnih nalog in zaprosila, se udeležila tega srečanja. Še eno vprašanje ste mi v bistvu dali na pladenj, ko ste govorili, da se je razveljavilo kar nekaj zakonov, ki so bili dobri. Vprašanje za vas, gospa Hot, kot sem povedala že gospod Han, kar naprej ponavlja, da je potrebno sodelovanje. Večkrat je pa ponovil tudi, da mu je žal, da ste razveljavili Janševo dohodninsko reformo oziroma spremembe, po katerih bi ljudje dobili višjo neto plačo. Pa če morda tukaj navedem še nekaj podatkov, naša splošna olajšava je 2000 evrov nižja, kot je na Hrvaškem. Na Hrvaškem znaša pri dohodnini, splošna dohodninska olajšava. Na Hrvaškem znaša 7200 evrov, pri nas pa 5200. Tudi davek na obresti, na oddajanje, na dividende, ki je pri nas 25%, je na Hrvaškem 12%, tako da bi se morali morda razmisliti, kaj počnete v koaliciji, kar nekaj kritike tudi iz gospodarstva na ukrepe, ki jih sprejemate. No, seveda gospod Han je tudi minister za gospodarstvo in je normalno, da absolutno zagovarja tudi predvsem to skupino ljudi, šport in turizem tudi absolutno, ampak glede vprašanja dohodnine. Že ko je potekala razprava v prejšnjem mandatu, smo Socialni demokrati imeli premislek v kontekstu, da je to bil vseeno ukrep, ki je krepil srednji razred. Pomembno je, da danes vemo, da se vedno bolj delajo razlike in da je pravi srednji razred v resnici vedno bolj izginja. Način, kako ga krepiti, so ravno ti ukrepi preko dohodninske reforme. Zaradi tega v bistvu gospod Han zdaj pove, da obžalujemo v tem kontekstu. Mislim, da je tudi za si priznati, da tisti, ki spozna napako, tistemu se vseeno opraviči. Lahko povem, da mi v tem primeru absolutno mislimo, da je bil to v redu ukrep. Osebno mi je žal, da ukrep je bil v redu? Dohodninska lestvica. Se pravi njihova? Ja, njihova, konec prejšnjega mandata. In jaz osebno pa obžalujem, da pa to ne velja samo za levo vlado, to velja isto za desne vlade, da vselej nastopamo iz nekega vse porušite in začnemo na novo in to je slabo za državo, zaradi tega, ker ni neke pravne predvidljivosti, naše državljanke in državljani v resnici dolgoročno ne vedo, kaj in kako. Mi bi rabili en dogovor za tiste osnove, ki jih nobena vlada potem ne bo menjala. O tem tudi govori kolega Han, ko govori o tem, da rabi nek splošen družbeni dogovor, ker ti ne moreš v 4 letih vsega rešiti, ampak če postaviš temelje, o katerih se bo, če bo naslednja vlada desna s tem strinjala in jih nadaljevala, potem je to dobro za državo. Zato v bistvu mi mislimo, da je škoda, da smo razveljavili ta ukrep. Če rečete A, boste rekli tudi B, se pravi, boste predlagali spremembo nazaj ali boste samo obžalovali, kaj ste naredili? Ne, mi nikoli samo obžalujemo, tudi delujemo. To pomeni? Naj to pustimo tukaj. Boste komentirali? Ja, 3 leta so imeli že čas, da kakšno stvar tudi popravijo. Ne nazadnje smo imeli kar neki referendum, kjer se je čez par mesecev celo sam predsednik posul s pepelom pa rekel, da s 7 ministri bi pa bolje vodil državo in vlado. Šli smo pa na referendum zato, da smo potrdili 20 ministrstv in podobne zadeve. Tako da teh zarečenih in napačnih odločitev je ogromno. Tudi najprej smo imeli štempljanje, pa smo imeli
kontrolo cen izdelkov z nekimi modeli in tako naprej. In metali smo denar v neke stvari, ki niso prinesle nobene dodane vrednosti. Vse dolžni spoštovanju. Kar se pa tiče davčne reforme, takrat, ko se je ta sprejemala, moramo biti pač odkriti, tudi sindikati, ki naj bi skrbeli za to, da imajo državljani, pa vsi, ki delajo, višjo plačo, se pravi, da dobijo višji dohodek, niso znali pojasniti, zakaj bi oni glasovali za to, da so dohodki državljanov višji, ne? In ne gre samo za srednji sloj. Ta davčna reforma je takrat omogočila, da so imeli vsi višje prihodke, od upokojencev do najvišjih. In to je bil tudi model, ki pač ni obremenjeval, bi rekel, državne blagajne, ampak je samo omogočil, da se ta prerazporeditev izboljševala. In mi bi bili zdaj, mislim, da na 8.000 olajšave že, ker je bila v 4 letih, ni bila takojšnja, zato da se ne posega pretirano v državni proračun, ampak je bila sukcesivno in kazalo je res dobro, ne? Pa je še kar nekaj zakonov. Tudi ta zakon, ki je omejeval, bi rekel, v postopkih vzpostavitev civilnih iniciativ, se pravi tako imenovanih trojka za zaščito česarkoli, tudi ta zakon ste odpravili, pa vam zdaj povzroča težave pri vseh umeščanih fotovoltaike na, bi rekel, kakšne neprimerne prostore, na jezera, na travnike in tako naprej. Na to smo opozarjali, ne? Dajte pustiti ta zakon, ki nalaga legitimnim nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z okoljevarstvom, da so mnenjedajalci, ne pa vsaka skupina, ki se za konkreten primer pojavi, pa ste tudi odpravili. Ampak mi, na primer, Sam komentar, edini, ki je to razumel, je bil gospod Gregorič in tle mu dajem res priznanje. On je rekel, ja, to nas bo še teplo. Mi znamo prepoznati napako in jo tudi odpraviti. Z vaše strani še danes nisem slišala prav nobenega opravičila za ogromne kršitve ustave in zakona, ki so se dogajali v prejšnjem mandatu, zadnji 2 leti. Sami veste, da je bilo, pa recimo, da otroci s posebnimi potrebami niso mogli priti do šole. Tu so trajne posledice nastale v času covida. To je tudi Ustavno sodišče odločilo. Torej, tu so nastale trajne posledice pri teh otrocih, ki še danes niso povrnjeni na prejšnje stanje. To je dejstvo. Hočem reči, da če smo mi sposobni priznati napako in jo poskušati pripraviti, jaz mislim, da smo tudi tukaj pokažemo mogoče večjo širino kot vi, ki razen tega, da ste zdaj samo kritizirali, nisem slišala nobenem pogledu, da bi karkoli pohvalili. Pa je veliko ukrepov, ki jih je ta vlada sprejela, ki je vredno pohvaliti, tudi popravljala, recimo dolgotrajno oskrbo, veste, da ste sprejeli zakon, ki je bil v resnici neizvedljiv, mi smo morali ga popraviti, zdaj bo ponovno dodorečen in spremenjen, zaradi tega, ker je potrebno zagotoviti, da ne ostane zgolj na papirju zakon, ampak da se bo izvajal. Tako da, lahko tudi priznate včasih in kaj pohvalite, ne pa samo kritizirate, ker v nasprotnem primeru mi ravno to počnemo in mislim, da to širi na politiko. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil izvedljiv, brez problema. Lejte, vi ste ukinili tudi demografski sklad, ki je bil ustanovljen, ga imajo vse evropske države, ker se vsi zavedajo problematika staranja prebivalstva, pa ste to ukinili. Kar se tiče pa tega zakona o dohodnini, bi ga imeli možnost takrat, ko ste spoznali, tudi korigirati. Enako je s tem štempljanjem, kjer je trajalo več kot 1 leto, da so se gospodarstveniki ukvarjali. Pa je bil zakon, ki je bil že pri vas v bistvu predlagan in pripravljen glede štempljanja, to je tudi treba povedati. Lejte, uradniki na ministrstvih veliko stvari pripravljajo, ampak kaj se sprocesira, pa odločamo poslanci in vi morate pač tle presojati, kaj vam vlada da v presojo. Absolutno. In se tudi na, bi rekel, resorju ministrov odločate, a je kakšna stvar sprejemljiva ali ne pa da, bi rekel, največja koalicijska stranka porine tisto, kar se njim zdi. Ne? No, pa da kasneje v javnih komentarjih eno komentirate, v resnici pa drugo sprejemamo in se kasneje posipamo s pepelom. To ni učinkovito vodenje države. Ne bi se strinjala, jaz mislim še enkrat, da je pomembno najprej videti tudi, včasih v praksi zakon deluje drugače, kakor je mišljen. Ta zakon o štempljanju je dejansko je nastal pri vašem mandatu, pri čemer časa niste imeli za ga sprejeti in speljati. Vse ostalo so seveda izgovori. Seveda poslanke in poslanci razmislimo in preučimo, kaj sprejmemo in za Socialne demokrate lahko povem tudi, da v okviru te koalicije smo marsikdaj kritični in smo tudi slišani, ampak kritični tudi v okviru parlamenta in spomnim se ravno, mislim, gospa Kos, da ste ravno vi takrat spraševali, ali je koalicija glasovalni stroj ali imamo pravico razmisleka. Seveda imamo pravico za razmisleka, ampak problem je, da če včasih
recimo koalicijski partner glasuje zoper nekaj ali pa opozori na nekaj, tako desnica, kakor tudi nekateri mediji skočijo, da želimo ven iz koalicije in tako dalje. Ne? Tako da je morda to nehvaležno, ampak vseeno opozorimo in ne glasujemo po defaultu za vse predloge. Definitivno ne. Če pogledate našo 3-letno zgodovino pa zapisnike, boste videli, da smo znali biti marsikdaj kritični od vprašanja tajnega sledenja blagu do bojlerjev, do kurjenja drv, če želite. Bojlerji so bili uredba, ne zakonska rešitev. Ampak smo dali pobudo kot poslanska skupina, da se ga popravi in odpravi. Zato govorim ravno o poslanski skupini in v kontekstu delovanja poslanske tudi do vlade, ker veste sam, da je razlika. Dajmo se premakniti še malo naprej. Gospod Krivec, kako ste vi razumeli govor vašega predsednika Janeza Janše, da boste ostali v opoziciji, če ne bo mogoče sestaviti desno-sredinske vlade? Se pravi, da že vnaprej, ali je to, da že vnaprej napovedujete, da boste ostali v opoziciji? Temu je seveda težko verjeti, glede na to, da se vse stranke borijo za oblast, oziroma, če sem malo bolj prijazna in rečem, za uresničevanje svojih programskih točk. Je pa dejstvo, da ste na nek način kar osamljeni v opoziciji. No, to bomo videli po volitvah. Predvsem mi pravimo, najprej naj so volitve, kasneje se bomo pogovarjali o tem, kaj bo, če bo. Seveda pa neke usmeritve moramo tudi javno komunicirati in to razumem na ta način, da si ne moramo privoščiti podobnega stanja, kot smo ga v prejšnji vladi imeli v teh 2 letih, ko smo imeli praktično 36 glasov, vse ostalo je bilo, bi rekel, pogodbena koalicija. Ne? In v takih primerih tudi svojega programa ne moreš na nek način uresničiti in če se bo to zgodilo, je potem nesmiselno, da prevzemamo odgovornost za državo, pa naj se nekdo drug ukvarja s tem. Ta komentar je v tej smeri, da je potrebna neka trdna večina, ki spoštuje to, kar je bilo rečeno Ustavo in pa Evropske resolucije. Meni se zdi sicer lahko takšna izjava dvorezen meč, ne? Ker če naprej rečeš volilnemu telesu, da morda ne boš želel vladati, da te pač tudi ne bo volilo, ne vem. Ja, lejte, dvorezen meč, ampak v preteklosti smo vedno reševali neke situacije in zato tudi dobili, bi rekel, po glavi, ne? Poglejmo COVID. Zdaj se ves čas govori o nekih... Ste ga reševali mimo ustave in zakonov? Lejte, vse države... da smo mi takrat opozarjali vsakič znova. Če smem, vse države so ga na enak način reševale, ni bilo časa tudi mogoče za kakšne zakonske dodatne rešitve, ampak če smo pošteni, v Sloveniji so bili ukrepi bistveno milejši kot v vseh naših sosednjih državah. Tako da moramo biti zelo korektni. Ja, vendar je treba vedno dati na tehtnico življenje ljudi, pa neke ustavne pravice. Vedno sta 2 ustavni pravici, ki se tepeta med sabo. Ustavno sodišče je najbolj pogost razlog, zakaj se omejuje človekove pravice in nastajajo, kot ste sam prej rekel, diktature. V izrednih razmerah. Različiš izredne razmere in potem omejiš človekove pravice, ki je največja, bom rekla, dobrina, ki jo imamo. Jaz predlagam, da COVID-a tako posplošeno res ne komentiramo, ker je preresna zadeva. To zadevo, ker je že mimo, ampak ker ste omenili diktaturo, mene je presenetilo, da so raziskovalci slovenskega javnega mnenja ravno danes predstavljajo te rezultate, ugotovili, da se je zadovoljstvo s stanjem demokracije v Sloveniji v zadnjih 2 letih poslabšalo. Kar se mi zdi nenavadno, glede na to, da vendarle vsi ali pa največji mediji so zelo naklonjeni koaliciji ali pa levemu političnemu polu in manj SDS-u, Janezu Janši in vašim satelitom, če sem morda nekoliko nesramna. Meni je tudi to presenetljivo, predvsem zato, ker se res od nastopa te vlade trudimo delovati v skladu z vladavino prava. Tudi poročila Evropske komisije kaže, da se je stanje v resnici spoštovanja vladavine prave izboljšalo. Prav tako smo ampak dojemanje ljudi pa ni takšno, ker raziskava slovensko javno 2 leti se že znižuje in velja za eno najbolj relevantnih raziskav javnega mnenja. Morda gre za občutek, ki pa res nima realnosti v številkah. Ker enostavno poročila, ki pa gledajo vse te merljivke, izkazujejo nasprotno. Ampak je zanimivo ob stanju v slovenskih medijih, za novinarje velja, recimo, da smo a priori nekoliko bolj levo usmerjeni svetovno nazorsko. No, mene definitivno ne preseneča.
Že če poslušamo predsednika vlade, ki označi KPK za farso, ki ne spoštuje odločb Računskega sodišča, to ljudje tudi vidijo, to je bilo komunicirano, verjetno si ustvarjajo neko sliko, pa ugotavljajo še vedno, da ta vlada deluje po principu ne gledajte, kaj delamo, samo poslušajte, kaj vam povem. Dejstva in dejanja ne kažejo tistega, kar ta vlada govori in to ljudje počasi občutijo, malo bojo občutili tudi bolj na svojih žepih, to, kar smo prej ugotavljali, vsi kazalci gospodarske rasti pa neki drugi so dokaj negativni, tudi vsa poročila, ki jih dobivamo, kažejo, da padamo po teh lestvicah, črpanje evropskih sredstev, BDP in tako naprej. Zdaj, če se vlada s tem ne strinja in predsednik komunicira, da smo najboljši, pa da smo za zglede v Evropski uniji, pa bi bil en glavnih, bi rekel, protagonistov na vseh srečanjih v Bruslju pa na ostalih, večinoma ga pa ni. Še eno vprašanje, pozabila sem ga v bistvu zastaviti na začetku. Ali menite, da lahko odločitev KPK glede Karigadorja pospeši in bomo šli na predčasne volitve? Odvisno je časovnica odločanja KPK, tako da to je težko predvideti, ker redne volitve so vsekakor čez 7-8 mesecev, tako da tudi težko presojaš naprej. Težko reči, ampak ne glede na to, kaj bo KPK naredil, je odvisno od predsednika vlade, ki je pač že povedal, da on teh stvari ne spoštuje Računska sodišča, ne spoštuje KPK-ja. Odvisno je tudi od koalicijskih partnerjev, če bi ga zapustili, če bi koalicijo zapustili. Odvisno, kako bojo mediji nastopili. Ampak vi se vsi prejudicirate vnaprej, kaj se je zgodilo, kako se bo zgodilo in to je tisto, zaradi česa jaz ne maram odprtih postopkov prejudicirati, ker na ta način je nekdo kriv, preden se o njem sploh karkoli odloči. Zato imamo v tej državi vseeno dokazno breme, dokazne postopke, v katerih se izkaže ali pa ne izkaže kršitev, bodisi integritete, bodisi krivdnega postopka. Jaz mislim, da smo šli zdaj že predaleč, generalno, ne samo danes v tej daji, z komentiranjem odprtih sodnih postopkov, kakršnih koli v tej obliki, zaradi tega, ker človek je res postal kriv, preden se o njem sploh odloči. Zato pa je tudi percepcija javnosti, da je veliko krivosodja, ker ko sodstvo potem odločaj po zakonu in ustavi, pa morda je nekdo potem nedolžen, čeprav so ga pred tem mediji ali pa politične stranke označile za krivega, potem je splošna percepcija javnosti še vedno, da je kriv. Pa to govorim tudi z vaše strani. Jaz osebno res mislim, da ni nikoli korektno komentirati odprtih postopkov, ker domneva nedolžnosti je farsa potem. To je farsa. Ja, jaz bi se z vami strinjal, če bi bile merila enaka za vse, ne? Ampak kolega, jaz sem to res vselej osebno. Ne govorim za vas osebno, ampak mi dva zdaj predstavljava neka stališča v smislu politike. Vem, da tudi socialni demokrati so se vselej zdržali komentiranja odprtih postopkov. Poglejte postopke, ki se odvijajo proti kakšnemu članu iz naše stranke, pa da ne bom rekel samo proti predsedniku, kadarkoli je bil samo namig, da je nekaj narobe, se je vsul plaz in je bila obsodba že drugi dan, ne prvi dan. Jaz mislim, da to ni prav. Ja, to je vaše osebno, ampak dejstva v tem našem političnem ali pa medijskem prostoru so pa drugačna. Merila niso enaka in zato si jaz tudi dovoljen komentirati, kaj jaz ocenjujem, da se bo dogodilo in glede na dozdajšnjo prakso, glede teh anomalij, ki so se dogajale v tej vladi, ki so bile vse v medijskem prostoru enostavno pod, bi rekel, preprogo, tudi v tem primeru močno dvomim, vse bo odvisno, kaj bo predsednik v navednicah ukazal, da se zgodi. Mislim sicer, da ni ravno ta dogma, da je šlo vse pod preprogo. Mislim, da je bilo precej veliko kritičnega pisanja, opozarjanja. Morda smo imeli, bom rekla, medene mesece na začetku, ampak to se je po enem letu zelo, zelo spremenilo. Tako da ne bi rekla, da se ravno vse pod preprogo meče, ampak da je tako predsednik vlade kot celotna koalicija deležna kar veliko kritik. Se ne strinjate, gospod Hod, da so mediji vsaj večinski, ne vem, če omenim Siol, pa še kakšen drug, da ne bom preveč konkretna ali pa sama bila deležna za mir, ampak vendarle, da so večji mediji manj kritični do Roberta Goloba kot do Janeza Janše. No, jaz sicer presojam skozi prizmo seveda socialnih demokratov, ker sem podpredsednica socialnih demokratov in morda imam tukaj drugačno percepcijo in se mi zdi, da do nas neke blagohotnosti res ni.
Jaz nisem govorila o gospodu Hanu, ne govorila sem o glavnih dveh protagonistih slovenske politike v tem trenutku. Se pravi, ne znamo odgovoriti, ker pač nimamo kristalne krogle, ali bodo volitve predčasne ali ne. Vaš predsednik je sicer prepričan, da bodo, mislim, če sem prav razumela, še zdaj govori, da bodo predčasne. Je pa jasno tudi, da v bistvu ne bo nobene predvolilne koalicije, ne? Na nobeni strani se meni zdi, da ne boste sklepali ničesar. Na vaši strani pa naj bi sklepali nek pakt o nenapadanju. Verjamete, da ga boste realizirali? Socialni demokrati mislimo, da smo ta pakt sklenili, ko smo podpisali koalicijsko pogodbo. In za nas velja, mi nismo nikoli napadali koalicijskih partnerjev, znali smo biti konstruktivno kritični, kot sem povedala že večkrat, tudi poslanska skupina je v parlamentu marsikdaj kakšen zakonodajni predlog izboljšala, tudi konstruktivno skritizirala, tako da za nas ta pakt velja že vse 3 leta. Kaj pa gospod Vladimir Prebilič? Danes sem brala intervju z njim, ki ga je dal za žurnal. V njem, verjetno ga niste utegnili prebrati, v njem se je v bistvu dejansko opredelil, da če bo sklepal koalicijo z vami, ker je zavrnil v bistvu tako gospoda Logarja, gospod Logar škodi tudi vaši stranki po besedah vašega predsednika, gospoda Logarja je zavrnil, se pravi z njim ne bo sklepal koalicije, NSi je morda pustil nekaj odprtega prostora, čeprav pri enih vprašanjih zagotovo ne more gospod Prebilič, ki je bil član vaše stranke, sklepati koalicije z NSi, ne vem, če rečemo abortus oziroma pomoč pri končanju življenja in tako naprej. Tako da, kako ga vidite vi, gospoda Prebiliča? Zagotovo vam bo tekmec očitno, ne? Ker se je pač opredelil, da na desno ne bo šel. Zelo težko res komentiram, se pravi, mi socialni demokrati se ukvarjamo v resnici sami s seboj, smo veliko na terenu, aktivno delamo tako v poslanski skupini kot naše ministrice in ministri, tako da komentirati nekoga na tej točki je zelo težko, vsekakor če bo vstopil v tekmo, bo seveda politični prostor spremenjen v tem kontekstu, najbrž bo drobil glasove na levi. Kaj pa vi mislite, ker jaz v bistvu še nisem znala odločiti, ali bo pomagal k zmagi, ali bo drobil glasove? Lejte, mi se z njim dejansko ne ukvarjamo, dokler se dokončno ne odloči, je tudi vprašanje, ali se je sploh smiselno kaj z njim ukvarjati. Mi nagovarjamo volivce, koalicija z volivci je za nas prioriteta in tako kot je bilo povedano, mi smo po volitvah, tako kot vedno, pripravljeni sodelovati z vsakim na neki programski usklajenosti. Samo še zadnje vprašanje, kje sta vajni stranki pri pripravah na volitve? Gibanje Svoboda je povedalo včeraj, da bodo začeli šele evidentirati kandidate. Pri vas ste verjetno na volitve pripravljeni? Mi gremo lahko jutri na volitve. Mi imamo evidentacijski postopek odprt že dlje časa, tako da zelo aktivno delamo na terenu, stranka je sanirana in pripravljena na volitve. Pa ocenjujete, da boste pustili kakšno mesto ali pri vas je vse že zaprto za kakšne morebitne povezave, ki bi nastale pred volitvami? Ne vem, recimo pri vas so nekateri ugibali o tem, da bi se povezovali oziroma bi šli skupno listo z novo stranko generacij, ki je nastala z združitvijo Desusa in Dobre države. Težko to sploh kakorkoli komentiram. Primarno smo absolutno spoznali, da je zelo pomembno poznati vsakega kandidatka in kandidata, ki ga postaviš na listo in da veš, da dejansko deli naše socialdemokratske vrednote. Tako da absolutno prednost imajo naše članice in člani, ki zelo požrtvovalno vsa ta leta delajo na terenu. No, mi upamo, da je pač ta otroška doba naše države počasi se izpela in da bojo ljudje razumeli, da demokracija pomeni neke resne stranke, ki imajo nek dolgoročni program, ki imajo neko stabilnost, neko, bi rekel, že zgodovino in tudi resne, bi rekel, programe za prihodnje vlade, ne pa da se odločajo, bi rekel, hipno na osnovi instant strank in nekega medijskega inštrumentarija, ki sproducira neke obraze, neke stranke, kasneje pa se vedno to izkaže za problematično in upam, da bomo počasi postali vsaj podobni nekim državam, ki so okrog nas, kjer so pač stranke tiste, ki pač ustvarjajo neko dolgoročno stabilnost neke države, kajti mogoče je Italija nek
primer tam v 60 letih, ko so se vlade in stranke non-stop menjavale. Tudi tam je zdaj neka bolj stabilna struktura in upam, da tudi pri nas je ta otroška doba demokracije počasi se izpela in da bomo prišli do nekega normalnega demokratičnega sistema, kjer bojo 4-5 stranki bojo stalno na tapeti, ki bodo lahko tudi odgovarjali volivcem za svoje delo, ne pa da se po enem mandatu ne da nobenega za nič prijet. Kar se pa tiče naše stranke, mi program pripravljamo, imamo pripravljenega, vendar bomo s temi, bi rekel, informacijami šli takrat, ko bojo volitve razpisane. Še za eno vremensko napoved, v narekovajih vaju bom prosila, bomo imeli dolgo vroče poletje ali vročo politično jesen? Vračam se spet na začetek odločitev KPK. Pričakujete pred počitnicami ali se bomo s tem ukvarjali jeseni? Mislim, prej pričakujem jeseni kot poletje. Se pravi vroča jesen? Tu se strinjam s kolegico. Bo prej vroča jesen kot poletje. Dobro, bomo na tem mestu končali. Se vam zahvaljujem, da ste se nam Hvala za pridružila povabilo. v studiu. Vam pa hvala za pozornost.